Življenje je trenutek in ta trenutek je treba živeti. Življenje je biser in ta biser je treba deliti. Življenje je koda in to kodo moramo spoštovati. Evo, lepo pozdravljeni. Kot sem vam obljubil, vam bom poskušal v tem posnetku predstaviti zgodbo o 20% oziroma o obljubi naše vlade o znižanju zneskov na položnicah v gospodinjstvih v Sloveniji za okoli 20% oziroma v povprečju za 20%. Preden se bomo lotili izračunov in pogledov, kaj smo dobili oziroma kaj nam je vlada ponudila oziroma podarila v tem času, vam najprej naj povem, da moramo razumeti, kaj pomeni povprečje. Torej, če govorimo o povprečju 20%, lahko govorimo tudi o tem, da nekdo na eni strani prejme 5%, na drugi strani pa nekdo 35%, in če ta dva vzamemo, je njuno povprečje 20%. Seveda nekdo dobi več, nekdo dobi manj, in zato gre za povprečje, in tako je tudi vlada obljubljala, da bo v povprečju na gospodinjstvo v Sloveniji položnica oziroma znesek na položnici za električno energijo za 20% manjši, torej v povprečju za 20% manjši. Zdaj, naslednja stvar, ki jo moramo razumeti, ko dobimo tole položnico oziroma obračun domov, je tudi to, kaj dejansko sploh na položnici nam zaračunavajo in kdo. In skozi tale Excel tabelo vam bom poskušal predstaviti 3 področja, ki jih mi plačujemo. In sicer je prvo področje tukaj označeno naša električna energija. Električna energija, ki nam jo dejansko zaračunava nam jo naš dobavitelj električne energije, ki ni isti kot je proizvajalec električne energije. In sicer dobavitelj električne energije so recimo GEN-I, potem je tu Energija Plus in tako dalje, Petrol, Telekom, pa ne vem kdo vse še, v glavnem to zdaj ni toliko pomembno, pomembno je, da so to dobavitelji električne energije, na drugi strani imamo pa potem proizvajalce električne energije, kot so Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska in seveda ti so vsi v lasti države, Elektro Slovenije, Soda in tako dalje. V glavnem, prvi del, ki ga imamo na položnici obračunan, je torej električna energija, ki nam jo nekdo proda oziroma ki nam jo je nekdo prodal. V našem primeru bo to Energija Plus. Primer smo dali na eni izmed položnic, ki smo jih uspeli pridobiti v tem času. In zdaj bomo pogledali tudi, kaj imamo tukaj zaračunano. Najprej imamo zaračunano energijo VT, to je energija v višji tarifi, potem imamo energijo MP, to pomeni v manjši oziroma nižji tarifi, potem je tukaj bila postavka na položnici izredni popust korona 5% in pa določen pavšalni strošek poslovanja. Zdaj, tukaj le pri teh energija VT-MT, nekateri to pomeni, da imamo dvotarifno merjenje oziroma dvotarifne števce za odčitavanje porabe električne energije, torej imamo nižjo in višjo tarifo, medtem ko nekatera gospodinjstva, manjša gospodinjstva imajo samo enotarifni števec oziroma enotarifno odčitavanje, tako da imajo to postavko malce drugačno, to vam lahko pokažem tukaj le, kot vidite, je tako, ampak bomo v tem na primeru to tudi pokazal. V glavnem imamo višjo tarifo, ki je cena višja, imamo manjšo tarifo, kjer je cena malo nižja, izredni popust smo torej dobili in pa pavšalni strošek poslovanja. Zdaj, drugi del, ki nam ga zaračunava proizvajalec električne energije, je obračunska moč, omrežnina za višjo tarifo in pa omrežnina za nižjo tarifo, torej gre za omrežnino za prenos in pa za distribucijo električne energije do gospodinjstev. Tu je seveda pomembna tale zadeva in to je obračunska moč. Obračunsko moč imamo tudi različno v različnih gospodinjstvih. Giblje se tam nekje od 3
kW pa navzgor, tudi nekateri po 22 oziroma večji odjemalci, kot so poslovni objekti, tudi celo več. Je pa v normalnih gospodinjstvih povprečju nekje 6 ali pa 10 kW. To je pač tista moč, kolikor lahko imamo naenkrat priklopljene opreme, električne opreme, da naše varovalke zdržijo, da jih ne vrže ven. Seveda je to odvisno, ta obračunska moč je odvisna od tega, kakšne varovalke imamo in pa koliko voltov imamo v omrežju. Zdaj nekateri imajo 230 voltov, nekateri imajo trifazni tok, imajo 380 voltov. V našem primeru bomo pokazali na dveh primerih, če imamo 10 kW obračunsko moč in pa če imamo 6 kW. In pa potem imamo še tretji sklop. Tretji sklop pa so prispevki, razni prispevki za energijsko učinkovitost, potem so prispevki za SPTE plus OVE, prispevek za delovanje operaterja na trgu in pa seveda trošarina, in tu je tudi največji delež, ki ga prejema država. V glavnem, to je tale sklop, ki ga imamo na naši položnici. Zdaj, kar je bilo zanimivo, morda nekateri večinoma niso opazili tega le spodaj, tukaj le v rumenem, čisto spodaj na položnicah ali v drobnem tisku je bilo napisano, da od 1.3. pa do 31.5. na naših računih oziroma položnicah ne bosta obračunani tarifni postavki za obračunsko moč in pa prispevek SPTE plus OVE, kar pomeni nekje 1,8 evra na kilovat prihranka za gospodinjstvo. Znesek prihranka pa je odvisen seveda od višine obračunske moči. Zato tudi potem boste videli razlike pri različnih gospodinjstvih. V glavnem, če se zdaj vrnemo, prvi del, ki ga nam zaračunavajo, je odvisen torej od naše porabe v mesecu. In če imamo dvotarifno merjenje, bomo videli, da je v tem primeru naš primer bil, da so porabili višje tarife 188 kW in pa 219 kW višje tarife oziroma nižje tarife. Predvsem to so prazniki, dela prosti dnevi, sobote, nedelje in pa nočna tarifa. In v primeru zdajšnjega računa lahko vidimo, da je tukaj sem označil korona izračun in pa normalni izračun, da je pri korona izračunu in pa pri normalnem izračunu, ki bi ga dobili, so enake cifre. In pa tukaj, kjer je bilo največ govora, da smo dobili samo 5% popusta, moram povedati, da dobavitelj električne energije nima nič s tem, kar je obljubila vlada, ker to gre za povsem ločeno podjetje, ki je lahko tudi v privatni lasti. Nekateri so se odločili, da bodo dali popust, nekateri se niso, ne vem, odvisno od vašega dobavitelja, katerega imate. Elektroenergija Plus se je odločila, da bo dala 5%, in zato se je tudi največ ljudi jezilo, ker niso pogledali celotne slike, kot bi jo lahko. In zato smo tukaj dobili znesek minus 1,34 evra zaračunana, to je cena brez davka, brez DDV-ja, ki se nam je na koncu odštela. Zdaj, tale evro 34 popusta je odvisen od teh dveh zneskov, seštevka teh dveh zneskov. In če to pomnožimo z 5%, dobimo 1,34 evra brez davka. Če pogledamo v normalnem izračunu, bomo videli, da bi tukaj bila ničla. In če zdaj le primerjamo, torej zdaj bom še samo z rumeno označil, kaj smo dobili dejansko na tej položnici zaračunano manj. Torej imamo izredni popust korona, ki je 1,34 evra brez DDV-ja, z DDV-om bi to bilo okrog 1,7 evra, kar seveda ni nič v primerjavi z stroški, ki jih imamo, ampak vsaj nekaj v glavnem je. In če pogledamo zdaj tale izračun za porabljeno energijo, znesek, ki ga plačamo našemu dobavitelju električne energije, bomo ugotovili, da se ta zneska kaj dosti ne razlikuje, da gre samo za razliko teh 5%, ki nam jih je v izredni popusta za korono dal dobavitelj. Potem imamo pa drugi sklop, o katerem smo govorili, kjer pa pride zdaj le v tisti del, ko je vlada obljubila v povprečju 20% na gospodinjstvo v Sloveniji. In sicer vlada nam je podarila oziroma se je odrekla plačilo obračunski moči.
pri obračunski moči, in to sem zdaj označil tukaj z rumeno. In v našem primeru, ko imamo 10 kW obračunsko moč, to pomeni razliko 7,41 evra plus DDV. Torej z davkom bi bilo še to dodatnih evro pa 50 nekje zraven, tako nekje bi tu bilo 9 evrov, okoli 9 evrov tukaj. To je ta znesek, ki imamo tukaj nič. Potem imamo omrežnino, ki je odvisna od naše porabe, isto kot zgoraj, in pa skupni znesek, recimo, če pogledamo zdajle, ne, v primeru korona izračuna imamo 13,90 evrov, v primeru normalnega izračuna, se pravi, da se država ni bi odrekla tem obračunski moči oziroma obračunu obračunske moči, bi pa imeli 21,32 evrov plus davek. To sta tudi dve najvišji postavki, ki jih plačujemo. Torej v tem primeru enkrat je strošek, ki ga plačamo dobavitelju, potem pa elektrodistributerju oziroma proizvajalcu električne energije. V tretjem sklopu, kjer pa nam država ni obračunala, je pa prispevek za SPTE plus OVE, ki se prav tako zaračunava na obračunsko moč, v našem primeru spet na 10 kW, in tudi tukaj nam je država ponudila 7,39 evra plus DDV odbitka oziroma ni zaračunala tega. In če pogledate tole razliko, tukaj spodaj vidite v primeru korona izračuna 1,62 evrov plus DDV, v primeru normalnega izračuna bi pa to za nas predstavljalo 9,01 evrov plus davek na dodano vrednost. In če se zdaj pomaknemo dol, lahko ugotovimo, da smo v tem primeru, torej v primeru korona primeru, imeli našo položnico na porabo, ki smo jo pač imeli v preteklem mesecu oziroma v mesecu marcu, 51 evrov, medtem ko bi v primeru normalnega stanja imeli našo položnico v višini približno 71 evrov, torej gre za nekje 20 evrov razlike, kar pa v odstotkih pomeni 27,86 evra. Zdaj vam bom na hitro samo pokazal, če bi recimo poraba bila popolnoma enaka, se pravi poraba električne energije popolnoma enaka, vendar bi imeli samo 6 kW obračunsko moč zaračunano, to pomeni, da bi imeli manjše varovalke v našem gospodinjstvu. V tem primeru bi tukaj šlo v povprečju za 20% razlike, če pogledate tukaj spodaj. Korona znesek torej bi bil skoraj enak, povsem enak, kot je bil v prejšnjem primeru. V normalnem stanju bi pa ta zadeva bila potem 63,46 evrov. To pomeni, da je višina računa oziroma zneska na položnici odvisna tudi od naše obračunske moči, ki jo dejansko imamo in jo plačujemo. Jaz upam, da vam je tukaj le v tem primeru to jasno. Zdaj si bomo pogledali še samo kratek primer, če imamo enotarifno merjenje. V tem primeru smo vzeli primer naših znancev, ki imajo eno manjše gospodinjstvo, kjer je njihova obračunska moč, če pogledamo 3 kW. Njihova poraba je bila 112 kWh na mesec, isto je šlo za Energijo Plus in pa Elektro Maribor. In v primeru korona izračuna so dobili položnico za 16,66 evra, v primeru normalnih pogojev in tega bi pa njihova položnica znašala 22,61 evra in razlika tukaj je 26,32 odstotkov. Tako da večina je tole dobila. Zdaj, če bi tukaj dali, da bi recimo imeli 6 kW obračunske moči, boste videli, da se bodo tudi rezultati spremenili in v tem primeru bi taka družina dobila tudi 40% popusta na položnici na znesek. Zdaj, kaj se je mogoče zgodilo vsem tistim, ki so bili nejevoljni, je to, da so pač pogledali samo tale izredni popust korona, niso pogledali tega tukaj spodaj napisanega in pa seveda niso preračunali. Druga stvar, ki je možna, da se je zgodila, je to, da se je seveda poraba električne energije
dvignila. Zakaj? Zato, ker smo ostali doma, seveda smo bili več v hiši, več določenih stvari smo opravljali. V tistih 8-9 urah otroci so doma za računalniki, luči nam svetijo, zvečer mogoče malce dlje gledamo televizijo, malo več se pere, malo več se kuha, mogoče na elektriko in tako dalje. In se je, recimo, da poraba električne energije dvignila za nekaj, ali pa rečemo za 100 kW, in seveda je potem položnica dosti višja, čeprav smo pričakovali nižjo. Zato jaz tudi uporabljam mesečno takele izračune zase v Excelu in vedno vsakega prvega v mesecu zjutraj, ko se zbudim, ali to ob 6 uri ali ob 7 uri, včasih mogoče malo pozabim, si zabeležim te podatke, jih samo vpišem tule not, recimo, da bi zdaj to bil že april, bi samo vpisal, recimo, da smo imeli porabo 120, pa tukaj recimo 180 in imam že izračun, koliko bo naslednja položnica, kakšen znesek bo na naslednji položnici in sem seveda na to pripravljen, tako da ni nobenega problema. Za razliko med nami in pa med položnico, ki jo dobimo, in pa tem, kar se jaz računam, gre včasih za največ 1 evro razlike, seveda, ker ne vem točno, da oni odčitavajo ob kateri uri znesek, drugače pa se giblje tu v višini 1 evra, tako da si pripravljen na to, koliko boš dejansko plačal, ko bo položnica prišla. Druga stvar, ki je prednost tega, je to, da lahko ugotovimo, ali preveč trošimo in kaj lahko naredimo, da znižamo stroške električne energije. In če vidimo, da v določenih mesecih, predvsem po zimi, se nam to dvigne ali čez praznike ali čez vikende, potem lahko morda razmišljamo tudi o nabavi kakšnih novih električnih aparatov, kot so pečice, hladilniki, pralni stroji, ki imajo energijski razred A++ in nam odjemajo dosti manj električne energije kot ti starejši. Tako da je to smiselno ugotavljati in potem seveda za določeno investicijo priti na nižjo porabo električne energije, kar pa tudi na koncu pomeni nižje položnice in v roku 2 ali pa 3 let lahko morda celo pridete na ničlo, imate pa nov aparat. Tako, to je v grobem o tem to, se pravi, vemo, kaj zdaj pomeni povprečje. Mogoče še samo to, nekateri imamo oziroma imajo še pavšal, ki se jim zaračunava mesečno glede na porabo v preteklem letu. In seveda, če se je poraba preteklo leto zvišala napram predpreteklemu letu, lahko to zanje pomeni tudi višje zneske na položnicah in ravno v tem obdobju marca, aprila ponavadi ti poračuni se začnejo plačevati in seveda je morda kdo tudi to dobil in je zdaj bil nezadovoljen, ker je videl dejansko višjo ceno na položnici, kot je bila v preteklosti. Tako da jaz upam, da sem vam z tem primerom dal v razmislek vse to, kar je bilo zdaj slabega povedano. Če kdo želi, torej še enkrat upam, da sem vam dovolj jasno povedal, kaj plačujemo, zakaj je zdaj prišlo pri nekaterih do višjih zneskov, pri nekaterih do nižjih in da je dejansko država držala to obljubo o povprečju 20% manj na gospodinjstvo. Torej, če imamo na eni strani 5%, na drugi strani nekoga za 35%, povprečje nam da 20%. Jaz upam, da ne bo zdaj več hude krvi, slabe volje glede tega in da bo vsak znal razmisliti o tem, kaj dejansko je dobil zaračunano na položnici za električno energijo. Če bi koga zanimalo kaj več, mi lahko tudi piše na elektronski naslov, ga bom pustil potem kasneje, čisto na koncu. Če vam je všeč to, kar ste videli, lahko delite tudi med svoje prijatelje in pokažete, da bodo razumeli situacijo. V nasprotnem primeru pa vam želim ene čudovite praznike, ki so pred nami, preživite jih v krogu svojih in upam, da se kmalu kje drugje tudi vidimo. Vse informacije o nas, kaj počnemo,
s čim se ukvarjamo, lahko najdete na naših spletnih straneh. Jaz vam pa še enkrat želim ene čudovite, res čudovite velikonočne praznike in pa seveda veliko zdravja in pa uspeha v nadaljnjem Življenje je kot Lepo reka, bodite. ki Se teče vidimo. svojo pot. Čau, čau, čau. In je harmonija dobrot. Življenje je kot vihar, ki briše sledi in je skok naše poti. Življenje je ples, ples večne ljubezni.